Lepo pozdravljeni. Danes je poseben dan, saj kot vsako leto obeležujemo Adriino soboto. Na ta dan se spomnimo nekaterih najpomembnejših vrednot, ki jih lahko imamo, predvsem kot odgovorni kristjani. Te vrednote so sočutje, nesebično življenje in splošna skrb za dobrobit drugih, še posebej najranljivejših v naši družbi in skupnosti. Adra po celem svetu združuje ravno te vrednote in posameznike, ki jim je globoko mar za soljudi. Ta poseben dan je zato res namenjen dobrim delom, dobroti in še posebej podpori našega društva, ki se trudi vse omenjeno povezati in v končnem pomagati tistim, ki to najbolj potrebujejo. Zaradi stikov, ki jih imam v okviru dela pri Adri, vsak dan res razmišljam o tem, kako sem lahko hvaležna, da imam sposobnost delati, da lahko normalno razmišljam, se učim novih stvari, da sem zadovoljna z majhnim. Saj po drugi strani vidim, koliko ljudi živi v grozljivih razmerah. Razmišljam o tem, kako hudo je mami, ki sem jo spoznala prejšnji teden, ko mora vsak dan hoditi po bolnicah, ker je njen sinček bolan in ima zraven še motnjo v razvoju. Ali pa kako je staremu dedku, ki nam je na naš naslov poslal in na roko napisal par pisem za pomoč, saj ne pozna digitalnega sveta, rabi pa pomoč zaradi nizke pokojnine in visokih stroškov za preživetje. Velikokrat razmišljam o družini, ki sem jo spoznala prejšnji mesec, ki je v resnično veliki stiski, saj se ne more privoščiti normalnega stanovanja in se dnevno spopada s tem, kako si bodo sploh zagotovili pitno vodo. Mislim, da je pomembno, da se zavedamo svojega blagostanja in tudi kdaj razmišljamo o tem, kako je danes na tisoče, na 100 tisoče migrantom in beguncem, ki so pripravljeni tvegati življenje, da bi njihova družina dobila novo priložnost. Da jim ne bi bilo treba vsak dan skrbeti za to, kaj bodo jedli, kako se skriti pred oboroženimi silami in živeti v strahu. Večkrat, ko se pogovarjam z begunci in migranti, katerim smo v društvu Adra Slovenija pomagali, se zavedam, da bi lahko čisto hitro bila tudi jaz na njihovem mestu. Mogoče bi se v drugačnih razmerah lahko jaz nekomu v solzah zahvaljevala, ker mi je pomagal, da se po 7 letih združim s svojo družino. Tako kot mlad Afganistanec, ki smo mu letos pomagali, da se združi z njegovimi 3 bratci in sestrico, da so prišli na varno Slovenijo v začetku tega leta. Večkrat pravim, da gledati takšne dogodke lahko popolnoma spremeni naš pogled na svet. Z vašo pomočjo smo letos poleg te afganistanske družine združili tudi eritrejsko družino, kjer smo tako vse skupaj pomagali 9 osebam, ki so toliko let živeli v strahu in pomanjkanju. Zdaj so končno na varnem. Eden od teh oseb nas redno pokliče in pravi: hvala, srčni ljudje. Poslušajte, moj sinček se že uči slovensko, poslušajte, kako govori in šteje slovenske številke, in potem na drugi strani njegov sin poskuša šteti do 10. Ampak to so res trenutki sreče. Zelo hitro bi se lahko zgodilo, da bi bili mi na istem mestu, ko bi mi nekomu rekli: hvala vam, da mojega sina ni treba biti sram, ko ne gre več s trgano in staro torbo v šolo. Hvala res za vse potrebščine, ki ste nam jih podarili. Res nam je lažje. Tako kot se nam je pred kratkim zahvalila ena mama. In ko pomislimo na to, kaj smo skupaj z vami letos naredili, smo na to res lahko ponosni. Saj nam je uspelo pomagati 420 družinam in otrokom za malo lažjo pot v prve šolske dni. 420 družin je namreč prejelo kar konkreten paket šolskih potrebščin in to nam brez vas ne bi uspelo. Življenja mnogih oseb se v trenutku lahko obrnejo v čisto drugo smer. Zato se moramo v največji meri možni zavedati, da mi imamo moralno odgovornost poskrbeti in pomagati tistim, ki to potrebujejo. Sploh nam to naroča Jezus v Janezu 15. poglavju 12. vrstici, ko pravi: ljubite druge
tako kot sem vas jaz ljubil. Vedno pa je tako, da pomagamo lahko največ skupaj. Skupaj smo izvedli mnogo aktivnosti, predavanj, delavnic in druženj v okviru projekta Povezani na daljavo. Zaradi tega projekta imamo res veliko širša poznanstva, ugled in kontakte, s katerimi lahko pomagamo še naprej. Z vašo pomočjo smo od lanskega leta začeli z akcijo solidarnostnih paketov higienskih pripomočkov in vavčerskih bonov za nakup komplementarne prehrane. Skupaj smo v tem obdobju lahko pomagali več kot 1600 osebam z vavčerji in več kot 1200 osebam s solidarnostnimi paketi. Spomnimo se, kako smo stopili skupaj pri potresih na Hrvaškem, kjer smo več kot 9000 evrov pomoči namenili za njihov odziv. Prav tako smo tam pomagali z več prostovoljskimi odpravami. Zato iskreno hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali. To res niso majhni dosežki, na njih smo kot cerkev in kot posamezniki lahko res ponosni, verjamem tudi, da so ta dela Bogu v veselje. Pomoč, ki jo nudimo skupaj z vsemi vami, ki nas podpirate, donirate in širite dobra dela, je res ena izmed najpomembnejših vrednot. Naj vam Bog obilo povrne z vrhano mero in obljubo, kot pravi Izaija 46:4. Jaz sem tvoj Bog in bom skrbel zate prav do starosti, ko tvoji lasje posivijo. Naredil sem te in bom skrbel zate, pomagal ti bom in te reševal. Ob tej priložnosti vas torej danes res prijazno vabimo, da se nam pridružite v trudu in pomoči ljudem, saj s svojo donacijo podprete delovanje našega društva, razvijanje novih programov in v končnem, da nam pomagate, da lahko še naprej pomagamo ljudem v stiski, ki se v tem obdobju očitno še povečuje. Za ta namen so pripravljene posebne kuverte, kamor lahko priložite svoj dar. Prijazno pa vas vabimo še, da se pridružite našemu društvu kot člani, za kar imajo ambasadorji v vaši lokalni cerkvi pripravljene vpisne obrazce, ki jih lahko izpolnite. Zelo bomo hvaležni, če boste dobro besedo v našem delovanju širili med prijatelji in znance, ter tudi delili naše informacije, objave in poročila na socialnih medijih. Danes je to res izjemno pomembno, zato vas še enkrat prosim, delite naše objave. Naj vas naš dragi Bog obilo blagoslovi pri vsakem trudu, v skrbniški službi in pomoči drugim. Zapomnimo si besede, ki bi jih bilo dobro prebrati prav vsak dan, ko Jezus pravi v Mateju 25 v 40. vrstici: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših, ste meni storili. Iskreno iz srca vam hvala že vnaprej, ker se trudite skupaj z nami za lepši jutri vseh.